Lepo pozdravljeni. Moram reči, na zelo nenavaden način, da se srečamo takole. Zdaj sem vsaj vesela, da vidim par obrazov na kamerah, da ne govorim sama sebi. Torej, spoštovana gospa skrbnica Andreja Koželj, spoštovana gospa Tjaša Filipčič, spoštovani soavtorji prispevkov, spoštovani urednik, spoštovani gospod direktor, spoštovane ravnateljice in vodje enot, spoštovani sodelavci in sodelavke in spoštovani še vsi ostali gostje, ki ste se nam pridružili na dogodku. Vse večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske redne šole je zahtevalo vzpostavitev strokovnih centrov. In tako smo tudi pri nas v centru leta 2017 pričeli z izvajanjem projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z naslovom Mreža strokovnih inštitucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Ko sem razmišljala o tem, kaj naj povem v uvodu, sem se spomnila, da sem zadnjič prebrala eno misel, ki pravi: nikoli ne stopiš dvakrat na enak način v isto reko, nikoli ne govoriš dvakrat na enak način z istim človekom. Vse to nas opozarja, da se vse okoli nas in pa tudi v nas samih neprestano spreminja. In zato smo danes tudi mi tukaj. Z različnimi koraki hodimo po skupni poti sprememb. Včasih so to lahkotni koraki, včasih se premikamo počasneje. V zadnjem času pa lahko rečem, da strumno korakamo in nizamo dosežke, ki opisujejo našo strokovno delo. Zato smo vas povabili, da skupaj z vami obeležimo za nas zelo pomemben dogodek, in sicer to je izdajo še ene izmed strokovnih knjig v naši zbirki, in sicer to je priročnika poročila o projektu z naslovom Strokovni center za skupnostno skrb, v katerem so zbrana dela 9 avtorjev in avtoric, ki predstavljajo poročilo o projektu. Podrobne dosežke in ugotovitve projekta in samo pomembnost glede nadaljevanja delovanja strokovnih centrov tudi po zaključku projekta pa bomo predstavili 3. decembra na zaključni konferenci. Ob tej priložnosti vas že sedaj vseljudno vabim, da se nam pridružite na tem dogodku, ki pa bo najverjetneje, tako kot se že navajamo, ponovno na online varianti. Seveda se moramo vsem tem zahvaliti vsej celotni ekipi. Najprej bi se želela zahvaliti gospodu direktorju, ki nas podpira pri vsem tem našem poslanstvu. Zahvala gre vsem avtorjem, soavtorjem, naši lektorici Zali, uredniku doktorju Dušanu Rutarju. Pa da ne bom preveč dolga, bi pa sedaj na tem mestu povabila gospoda direktorja Gorana Pavliča in mu predala besedo, da še on pove svoje misli ob obeleženju tega dogodka. Se boste samo, prosim, mikrofon. Še enkrat hvala, Suzana. Spoštovani gostje, sodelavci, sodelavke, partnerji, želim vam dober dan in vas vabim, da prisluhnete naši kratki predstavitvi zbornika besedil, v katerem smo strnili dosežke oziroma izsledke 4 leta trajajočega projekta z naslovom Mreža strokovnih inštitucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Ta projekt sta denarno podprla Republika Slovenija,
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Knjiga prinaša v strnjeni obliki ideje in prakse, značilne za sodobne strokovne centre, ki delujejo po svetu. Obenem pa tudi nove ideje o izvajanju skupnostne skrbi za otroke in mlade s posebnimi potrebami. Strokovni centri so namenjeni podpori dejavnosti vrtcev in šol v vsej Sloveniji, pa tudi drugim institucijam, ustanovam, ki želijo z njimi prispevati k vključevanju mladih ljudi s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje, da bi živeli čim bolj neodvisno in kakovostno. Zahvaljujem vsem, ki ste omogočili izid te knjige, to pa vam tudi z veseljem in ponosno predstavljamo v nadaljevanju. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi pa povabila gospoda Dušana Rutarja, urednika. Bom pa jaz samo pred tem, preden se nam Dušan pridruži, z vami delila še predstavitev, prezentacijo. Takole. Jo že vidite? Še ne. Zdaj pa ja. Zdaj pa ja, mečkan rabi, a ne. Takole povečam še. Vidimo? Še enkrat, da se bomo slišali. Torej, kot je bilo že napovedano, moje ime je Dušan Rutar in rad bi na kratko spregovoril o zborniku besedil Strokovni center za skupnostno skrb. Spregovoril bom kot soavtor in kot urednik. Preden pa spregovorim o sami knjigi, bi se še sam rad zahvalil vsem, s katerimi sem lahko sodeloval v teh letih, in sicer najprej in na prvem mestu se zahvaljujem gospodu Goranu Pavliču, direktorju Ciriusa, za vso podporo, za sodelovanje, za to, da nas je prenašal, zlasti mene, za to, da nas je podpiral, za to, da je stal na naši strani. Potem bi se rad zahvalil Suzani Krajnc za izjemno obliko sodelovanja, za njeno neverjetno energijo, za vse, kar je omogočila, da je ta zbornik zdaj pred nami. Še posebej bi se zahvalil vsem sodelavkam, vsem soavtoricam tega zbornika. Bilo mi je resnično v zadovoljstvo sodelovati, prebirati besedila, si izmenjavati mnenja, kako kaj napisati, da bo izdelek res izvrsten, in tak tudi je. Potem bi se prav tako zahvalil Zali Hriberšek, lektorici, za sodelovanje. Skupaj sva preživela veliko ur in ugotavljala, ali piše se kasha ali kaša, kako se kaj zapiše z veliko ali z malo, kaj pravijo pravilniki in zakoni, kaj pravi portal Frana Ramovša in tako dalje. Torej, še enkrat hvala vsem, da je ta izdelek pred nami. Upam trditi,
da je res nekaj posebnega, da je nekaj izjemnega vsaj za ta prostor. Zdaj bi pa na kratko spregovoril o 4 besedah, ki jih najdemo v naslovu zbornika. Besede so strokovni, center, skupnostna, skrb. Zakaj smo izbrali te besede za naslov zbornika? Izbrali smo jih zato, ker naše delo temelji na strokovnosti. In ko mislim na strokovnost, mislim predvsem na znanost. Strokovnost izhaja iz znanosti in znanost je najboljši način spoznavanja sveta, v katerem živimo. Znanost temelji na eksperimentih, temelji na preverjanju idej, hipotez, je zaradi tega, ker ideje treba ničkolikokrat rigorozno preveriti, zanesljiva in je objektivna. Na tem temelji naš zbornik. Zbornik zato prinaša koncepte, prinaša ideje in prinaša praktično uresničevanje teh konceptov oziroma idej. To so sodobni pristopi, sodobne ideje, sodobni koncepti. Naj zato k ideji o strokovnosti dodam še dekonstrukcija. To je pomemben znanstveni koncept, ki nam pove, kako graditi znanje, kako oblikovati vednost in kako skrbeti za to, da bo čim več ljudi imelo vpogled, v našem primeru, v življenje mladih s posebnimi potrebami oziroma gibalno oviranih učencev in dijakov. Torej, naše delo ne temelji na verjetjih, ne temelji na tem, kaj je komu všeč ali kaj se komu zdi, da bi bilo treba narediti, zlasti ne temelji na stereotipih in na predsodkih, ampak temelji, kot rečeno, na vednosti in vpogledih. Druga beseda je center. Center je središče. Strokovni center je središče, ki širi navzven ideje, širi spoznanja, širi znanje, širi prakse, širi inovacije in vse to počne na način, ki je neposredno povezan s skupnostno skrbjo. Center namreč ne deluje samo v centru, na primer v Ciriusu, ampak po vsej Sloveniji. In skrbi oziroma se trudi, da bi skupaj z drugimi ustvarjali to, kar prinaša sodobni koncept skupnostne skrbi, kar pomeni, da poleg individualnih obravnav, ki jih otroci in mladi potrebujejo, potrebujemo oziroma skrbimo oziroma uresničujemo tudi koncept skupnostne skrbi. In za to živimo v 21. stoletju, imamo na voljo tudi sodobne nove tehnologije, ki resnično pomagajo uresničevati drugačne pogoje za življenje mladih ljudi s posebnimi potrebami. Tretja in četrta beseda, kot rečeno, sta skupnostna in skrb. Namen delovanja strokovnega centra zaradi širjenja vsega tega, kar sem povedal, je neodvisno življenje mladih
v okoljih, v katerih živijo oziroma želijo živeti. In da bi živeli čim bolj neodvisno in kakovostno, potrebujejo tudi infrastrukturo, veliko sodobne, s tehnologijami podprte infrastrukture, kar pomeni, da je marsikdaj lahko že ena sama stopnica ali pa pločnik, ki ni primerno prirejen njihovim potrebam, za gibalno ovirane učence oziroma dijake in druge ljudi nepremostljiva ovira, da ne govorim o dostopu do ustanov, inštitucij in tako dalje. Ko se želi človek, ki je gibalno oviran, nekam peljati, potrebuje primerno, prilagojeno, ustrezno infrastrukturo za prevoz oziroma transport. Vse to prinaša zbornik Strokovni center za skupnostno skrb. Prinaša prakse, kot rečeno, prinaša to, kar naše sodelavke in naši sodelavci demonstrirajo oziroma ponujajo po vsej Sloveniji učencem, dijakom, šolam, staršem, učiteljem, vzgojiteljem in drugim ljudem, ki se srečujejo z gibalno oviranimi mladimi ljudmi. Če torej povzamem, vse prakse in v nadaljevanju bodo sodelavke podrobneje predstavile posamezne v zborniku predstavljene prakse oziroma načine dela z mladimi ljudmi, so usmerjene v prihodnost, v znanje, v diseminacijo vednosti in idej za razvijanje spretnosti, veščin in kompetenc, kot se reče, in za neodvisno življenje mladih ljudi. In zato center potrebuje tudi druge, potrebuje zavezništva, potrebuje partnerje po vsej Sloveniji, kajti sam od sebe ne more uresničevati vsega tega, kar je predstavljeno v tem zborniku. Da bi nekoč v prihodnosti dejansko vsi ljudje živeli v družbi, v kateri ne bi bilo treba več razpravljati, kdo je diskriminiran, kdo je privilegiran, kdo je izključen, kdo je poseben, kdo je drugačen, kdo potrebuje inkluzijo in inkluzivnost in kdo je ne potrebuje, kajti to bo družba, v kateri bodo kratko malo vsi ljudje vključeni, zato ker je to edino prav. In nazadnje je seveda to tudi visok etični in moralni standard, k kateremu težimo. Še enkrat, ne samo k ustvarjanju praks in idej, inovacij in znanja, ampak tudi k uresničevanju najvišjih moralnih in etičnih idealov. Toliko z moje strani, hvala lepa. Takole. Sedaj bi pa jaz kar povabila sodelavke, da še one spregovorijo in povejo svoje misli, svoje občutja, svoje ideje ob nastajanju tega poročila. Tako da, kar pogumno. Lahko jaz povabim, mogoče Veronika, bi ti začela, te imam ravno prvo zgoraj, tako da prosim Veronika Lisjak Banko. Ok. Glavnem, jaz bom predstavila na kratko, kaj sem želela povedati v svojem
prispevku z naslovom Aktivnosti z učenci večinskih šol za spodbujanje inkluzivnega vzdušja oziroma kulture v šolah. In namen mojega prispevka je bil, tako kot je že v naslovu, da predstavim nekatere aktivnosti in tudi, da postavim neka teoretična izhodišča, zaradi česa smo se lotili tudi dela z širšo, se pravi z okoljem, ne samo z otroki s posebnimi potrebami. Zdaj, razne raziskave in teoretiki govorijo, da inkluzija otrok s posebnimi potrebami lahko uspešna le, če jih okolje sprejme kot enakovredne člane skupnosti. Se pravi, če je okolica informirana, če ni predsodkov, strahov, če smo odprti za spoznavanje in sprejemanje drugačnosti. In velikokrat ni dovolj, da otroka opremimo s številnimi viri pomoči, od dodatnih uručne pomoči, spremljanja svetovalnih delavcev, socialnih pedagogov, defektologov, podporo staršem, če ga potem postavimo okolje, ki je do njega odklonilno ali pa celo sovražno. In v Ciriusu se pogosto srečamo z zgodbami otrok in mladostnikov, ki so kljub močni podpori, strokovni podpori in močni podpori staršev v večinskih šolah doživljali nesprejetost, nerazumevanje njihovih posebnih potreb, osamljenost, izključenost, in naš zavod so se potem priključili kasneje v višje razrede osnovne šole ali v srednjo šolo in imeli so potem pridružene čustveno-vedenjske težave, slabo podobo in še kaj. Zato je potrebno, da se ne samo odzivamo na posebne potrebe in ne samo zagotavljamo dodatno podporo, ampak da spreminjamo celotno družbo in celotno dojemanje vseh ljudi kot posameznikov, ki smo vsi posebni na nek način in vsi imamo neke posebne svoje potrebe, torej družbo, ki sprejema različnost. In na podlagi nekih teh teoretičnih izhodišč smo potem se odločili tudi za aktivnosti, s katerimi smo predvidevali, da bomo na en delček širšega in ožjega okolja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami lahko vplivali. In tako najprej opišem izobraževalne delavnice o drugačnosti. Te smo imeli številnimi razredi, predvsem okoliških šol, ko so se otroci lahko srečali z našo inštitucijo, z našimi otroki in mladostniki in so se lahko nekako zavedali, da ima vsak otrok enake potrebe in želje kot vsi, v nekem delu živ pa vsak med nami ima posebne potrebe in posebne želje in je poseben. In v 2 letih se je delavnic udeležilo več kot 700 otrok in učiteljev. To je bil en tak naš doprinos k širši inkluzivni kulturi. V naslednjem nadaljevanju opišem vikend učenja socialnih veščin, ki smo ga izvedli s strokovnimi sodelavkami Bredo Leskovšek in Martino Ozimk, in sicer 2-krat. To je bila tudi tak primer dobre prakse, kjer smo v skupino sodelujočih vključili udeležence iz večinske šole, mlade z gibalno oviranostjo in nekatere druge prostovoljce, in kjer so lahko udeleženci v čim večji meri lahko poskrbeli zase, za osebno higieno, obroke, pospravljanje, prilagoditi so se morali skupine, navezovati stike. In tudi ta aktivnost je bila zelo pozitivno sprejeta, imela velik vpliv na vse udeležene in na vzpostavljanje neke inkluzivne kulture. In opišem še 3. aktivnost, taborjenje, ki ga izvajamo vsako leto in kjer se druži prek 100 udeležencev iz različnih zavodov za otroke s posebnimi potrebami, iz večinskih šol in drugih gostov. In te dvodnevne aktivnosti skušamo omogočiti izkušnjo socialne vključenosti, neko doživljajske izkušnje z postavljanjem tabora, z delavnicami, kulturnim programom, družabnim večerom. In tudi ta dogodek je bil vsakokrat zelo dobro obiskan, vzdušje je bilo vedno vključujoče, navdihujoče in vedno smo zastavljene cilje dosegli in načrtujemo nadaljevanje dobre prakse. Kaj sem v vsem tem delu, ki sem ga naredila v delavnicah in aktivnostih za širše okolje, ugotovila? Prvič, da podpora strokovnega centra ne sme biti šolam dodatno breme, ker imajo veliko ponudb strani raznih
nevladnih organizacij, za razne raziskave in tako naprej. Ne smemo biti mi dodatno breme z našimi aktivnostmi, ampak moramo najti poti, kjer se bomo lahko srečali in ne dodatno bremenevali. Drugo moje spoznanje je bilo, da neki kratkotrajni projekti in akcije imajo manj dejanskega vpliva kot kontinuirano delovanje, tako da bi se zavzemala za to, da če bomo karkoli počeli v prihodnosti, bomo se lotili projektov, ki mogoče trajalo celo šolsko leto, neko sodelovanje. Tretje spoznavanje je bilo, da osebni stik z osebo z drugačnostjo ima velik potencial za spremembo mišljenja, se pravi tam, kjer so bili zraven mladostniki, z nekimi posebnostmi so se ostali zelo odzivali, razumeli problematiko čisto drugače, kot če jih ni bilo zraven. Četrto spoznanje, da je neko aktivno sodelovanje v promoviranju inkluzije zelo pozitivno vplivalo tudi na naše mladostnike in otroke, ko so se izpostavili neki svojimi zgodbami, diagnozami, so s tem pridobili tudi nekaj zase, krepili so pozitivno samopodobo, izkušnje v nastopanju pridobili in tako tudi sam dodanik delček prizadevanju za drugačno družbo. In koncu rečem samo to, da upam, da bomo tudi po koncu projekta del teh naših cirjuških zavodskih aktivnosti namenili spreminjanju splošne družbene kulture, neki sodelovanju pri vzpostavljanju inkluzivnih kultur v razredih, šolah in drugih inštitucijah, da se bomo tudi tega lotili in še vzdrževali uspešne projekte, ki smo jih zastavili. Hvala. Hvala, Veronika. Zdaj ne vem, se nam je mogoče Breda že pridružila nazaj? Ja? Breda, ti lahko kar predamo besedo? Mikrofon bo potrebno vklopiti. Breda ima majhne tehnične težave, no? No, čakaj, zdaj upam, da je zdaj uspelo. A je v redu? Zdaj pa se slišimo. Beseda je tvoja. Ja, bom zelo na kratko rekla, da moj prispevek ima pač naslov multidisciplinarni celostni vidik obravnave, tako da je v bistvu sem s prispevkom želela prikazati en uspešen način koncepta celostne obravnave otroka, podpora tako otroku, staršem in pa strokovnim delavcem na šoli. Za tovrsten prispevek sem se odločila iz večjih razlogov. Prvi je mogoče ta, da sem pri svojem dolgoletnem delu tako v mobilni službi, pa kasneje v strokovnem centru sodelovala in delala z velikim številom otrok, mladostnikov, staršev in strokovnih delavcev. Tako bolj mladostniki in pa starši so me pogosto spraševali o mojem mnenju, izkušnjah pri vključitvi otrok s posebnimi potrebami v širšo družbo, predvsem pa v večinske šole, ker sem se s temi starši in z otroki srečevala pred vstopom v šolo ali že v osnovno ali pa v srednjo šolo, v spremembah nivoja izobraževanja. Medtem ko strokovni delavci so pa najpogosteje seveda želeli konkretne nasvete za delo z otroci s posebnimi potrebami. Tako včasih smo mi v centru v šali rekli, da želijo recepte. Vzemite to in naredite to. Ko bo to, naredite drugo. Kot
Naslednja stvar, zakaj sem se odločila, pa seveda sem želela s tem svojim prispevkom poudariti in pokazati potrebo po multidisciplinarnem pristopu, ki se mi zdi, da se v zadnjem času malo zanemarja. Predvsem z vidika, zdaj vem, da poslušajo tudi predstavniki ministrstva, ki vsak na svojem polju zelo omejuje strokovne sodelavce, ki bom rekla, v strokovnem centru sodelujejo. Pri gibalno oviranih učencih pač in otrocih, mladostnikih mi potrebujemo tudi znanje in sodelovanje drugih strokovnih delavcev, predvsem terapevtov. Tako da tukaj bi upam, da sem svojim prispevkom na nek način prikazala ta področja, kje so bile težave, na kakšen način se lahko multidisciplinarni tim uspešno spopada s težavami in da uporaben tako za starše kot za strokovne delavce. Toliko. Hvala, Breda. Jaz bi kar naprej povabila naslednjo, katera Sanja, lahko kar ti te povabim. Upam, da me slišite. Slišimo, vidimo. Lepo pozdravljeni, lepo vas vse pozdravljam. Kot je Suzana že povedala, moje ime je Sanja Brumen in sem profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in s 15-letnimi izkušnjami dela z gibalno oviranimi otroki. In na en način lahko povem, da je moje poslanstvo pomagati, soustvarjati eno inkluzivno okolje za gibalno ovirane otroke in mladostnike. Zato sem tudi v svojem prispevku skozi primer dobre prakse predstavila to celostno podporo strokovnega centra v procesu vključevanja otroka s cerebralno paralizo v večinsko osnovno šolo. Oziroma, kako s svojimi specialnimi znanji, izkušnjami, ter poznavanjem konkretnih primerov, reševanjem konkretnih primerov, lahko ponujamo to vrstno celostno podporo. To pomeni, da ponujamo od izobraževanja, svetovanja o otrokovih posebnostih, da glede potrebnih prilagoditev prostorov, delovnega mesta, uporabe pripomočkov, glede prilagoditev v vzgojno-izobraževalnem procesu, organizacije dela spremljevalcev za nudenje fizične pomoči ter pri neposrednem delu z otrokom. Naša prednost in prednost strokovnega centra je predvsem, da poleg tovrstne celostne podpore ponujamo tudi dolgoročno podporo osebam s posebnimi potrebami, njegovi družini in šoli. Od trenutka vključitve, vzgojno-izobraževalni proces pa vse do vstopa na trg dela. Upam, da sem skozi svoj primer dobre prakse približala posebnosti našega dela ter pokazala, da je inkluzija vsekakor možna, mogoča in da je lahko drugačnost vir bogatstva in priložnost, da se vsi iz nje učimo. Tako. Hvala. Hvala, Sanja. Bi kar naslednjo povabila Tadeja. Lahko tebe prosim, da nadaljuješ. Ja, lahko. Lep pozdrav, jaz sem Tadeja Belšak, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in logopedinja. Jaz sem v prispevku predstavila komplementaren pristop z zvočnimi posodami v specialni in rehabilitacijski pedagogiki. Skratka, strokovni delavci, ki smo zaposleni v strokovnem centru za gibalno ovirane otroke in mladostnike, imamo zelo različna znanja, veščine in interese.
Združuje nas poslanstvo dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in pri svojem delu se poslužujemo seveda znanstvenih metod in postopkov. Razvoj specialne stroke pa od nas zahteva tudi raziskovanje, preizkušanje in aplikacijo novih in drugačnih metod, pristopov in načinov dela z otroki s posebnimi potrebami. Na osnovi raziskovanja komplementarnih pristopov, ki bi bili primerni za delo z gibalno oviranimi otroki in mladostniki, se mi je še posebej zdela zanimiva metoda s terapevtskimi zvočnimi posodami po Petru Hesu, ki omogoča neinvazivno vplivanje na psihofizično stanje posameznika preko auditivne in vibrotaktilne percepcije zvoka. Bistvo zvočnega delovanja je vibracija oziroma frekvenca, kar potrjuje tudi moderna fizika. V prispevku sem predstavila značilnosti zvoka in zvočne terapije ter možnosti in prednosti aplikacije terapevtskih zvočnih posod pri delu z gibalno oviranimi otroki in mladostniki. Torej neka dodana vrednost temu, kar stroka oziroma kar strokovni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike ponuja. Ponujamo tudi dodano vrednost oziroma ponujamo tudi dodatna znanja in komplementarne metode pri svojem delu. Tako da to je le še dodatek temu, kar je kolegica Sanja Brumen že predstavila. Tako da toliko iz moje strani. Hvala. Hvala, Tadeja. Zdaj pa koga še lahko povabim? Ajda, Nina, katera želi besedo, naj vklopi mikrofon. Ja, jaz sem tukaj, Ajda Ajzlič-Reslovnik. Ja. Lahko jaz. Jaz sem v zborniku dodala prispevek z naslovom razvijanje kritičnega mišljenja pri dodatni strokovni pomoči. Nekako zato sem se odločila, ker imam sama težave, da je bila šola samo podajanje znanja, ampak pač mislim, da bi morala biti nekaj več in da pač sledi nekim višjim ciljem in eno izmed teh višjih ciljev je tudi razvijanje mišljenja. Zato tako nekako na primeru iz prakse predstavim čisto konkretno učenko, zdaj trenutno edinjakinja, še zmerom sodelujeva, in predstavim najino delo na področju mišljenja. Zdaj, pri njej nekako pri tej dijakinji oziroma takrat učenki sem začutila, da svoje učenje da je prilagodila učenju in svojim močnim področjem. Močna je bila v učenju na pamet, šibka v iskanju nekih logičnih povezav, sklepanju, ampak sem ocenila, da ima sen tudi na tem področju rezerve, da ima skrit potencial, ki ga bi bilo smiselno prebuditi. No in v nadaljevanju prispevka nekako opišem, kakšno je najino delo. Zdaj, v osnovni šoli sva začela z reševanjem problemov, pri katerih mora vključiti več razmisleka in preskusiti več različnih vzorcev reševanja. V bistvu težava je bila pri njej ta, da sem nekako začutila, da kadarkoli ne pride hitro do rešitve, je to se zelo frustrira. Potem pa je s časom postajala vse uspešnejša in potem v prehodu v srednjo šolo nekako najdeva najino sodelovanje, nekako vključiva še delo z besedili. Recimo, eni izmed teh besedil so bile Bokojeve zgodbe in v njih iščeva nekako analogije z ravnanji v življenju in nekako skuša zdaj nekako poiskati neko refleksijo svojega delovanja. No, tudi v knjigi Kritično mišljenje, ki sta pa avtorci Alenka Kompare in Tanja Rupnik-Vec, najdem en lušten nabor vaj za razvijanje kritičnega mišljenja. Predvsem gre za tukaj za vaje vrednotenja argumentov, in pač sploh na splošno za razvijanje kritičnega mišljenja. Zdaj, ta prispevek se mi zdi vreden, zato ker nekako da eno spodbudo k razmisleku, kaj je tisto, kar je smiselno poučevati, in da tudi misliti, koliko časa naši otroci in mladostniki v šoli posvečajo razmišljanju in koliko pomnjenju. Evo, toliko iz moje strani. Hvala.
Hvala. Bila kar naslednjo, Nina, si prisotna z nami? Nine ni? Ima mogoče tehnične težave. Sodelavke, prosim, pomagajte. Ne veste? V redu. Upravičila bi potem tudi Tjašo. Tjaša Islamčević-Lešnik. Tjaša je zbolela. Mi je pa poslala svoje misli, pa če želite, jih bom kar prebrala. Tjaša piše takole. Vesela sem, da smo s sodelavkami v okviru strokovnega centra pridobile priložnost za predstavitev svojega dela na terenu. Menim, da lahko tako gradimo pot k sprejemanju drugačnosti in svetu enakih možnosti za otroke z gibalno oviranostjo ter drugimi izzivi. V prispevku Drugačnost nas bogati sem želela bralcem približati vedenje o tem, katere profesionalne kompetence je potrebno razvijati za smiselno, inkluzivno poučevanje, katere vzgojno-izobraževalne strategije uporabiti, da dajo kurikulumu, ki vključuje otroke s posebnimi potrebami, smisel. Želim si, da bi njegova vsebina bila koristna za pedagoške delavce tudi v praksi. Tako da, hvala še Tjaši. Zdaj pa dajem možnost, da še kdo karkoli vpraša, pa ne se preveč gnetiti, kar lepo po vrsti, en za drugim. Bi želel kdo kaj povedati? Zdravo, tukaj je Tjaša Filipčič. Pozdravljena, Tjaša. Zdravo, najlepša hvala za povabilo in iskrene čestitke ob tej knjigi oziroma priročniku. Prepričana sem, da je to priročnik, ki bi ga mogel imeti vsak učitelj, ki poučuje ali na osnovnošolski, srednješolski ali pa na terciarnem nivoju. Zadeva je šla toliko naprej, zdaj imamo tudi recimo na pedagoški fakulteti, imamo študente, ki so gibalno ovirani. Moram reči, ko se je opisal ta študent, sem jaz prav ploskala in sem rekla, zdaj bomo pa lahko preizkusili, koliko znanja imamo, koliko bomo lahko prilagodili, pa s tem tudi ohranili akademske standarde za tega študenta. Skratka, prepričana sem, in upam tudi, da bo v taki nakladi možno dobiti to knjigo, da bo lahko sleherni učitelj lahko jo vzel, ker so te vsebine, ki so napisane v priročniku, zelo prenosljive za normativno populacijo in seveda tudi za populacijo učencev, otrok, mladostnikov, študentov z različnimi težavami. Tako da upam, da in mogoče tudi vprašanje, ali bo mogoče to knjigo še dodatno naročiti. Jaz jo imam tukaj pred sabo, vsaka, ki je kolegica povedala, sem šla hitro še pogledati, ker še nisem uspela vse prebrati, ampak upam, da bo ena taka naklada, da bo, jaz bom si absolutno naredila reklamo na pedagoški fakulteti, pa na fakulteti za šport bi jo nujno potrebovali. Skratka, jaz mislim, da sleherna veja izobraževanja tudi na terciarnem nivoju bi to knjigo mogli imeti. Tako da še enkrat iskrene čestitke. Ko sem jo jaz dobila v predal, sem najprej debel pogledala in sem rekla, joj, kaj sem dobila. Sem enkrat danes predavanje odpovedala, pa najprej tole prebrala. No, pa sem kljub vsemu sem izvedla predavanje in pokazala tudi strokovni delavki iz Cirius Vipave in je rekla iskrene čestitke, tako da ponosna sem na vas ekipo, ki ste tole izdali, tako da kar tako naprej in istočasno bi se tudi Cirius Kamniku zahvalila za sodelovanje.
pa upam, da bo še bolj plodno. Tako da iskrene čestitke. Hvala Tjaša. Seveda knjige je možno dobiti. Knjige so seveda brezplačne v sklopu projekta. Zdaj, knjige so v različnih nakladah išle. Mi smo jih že, bom rekla, zdaj najprej želeli, da bi jih fizično na dogodkih prevzeli, ampak smo morali v čas s korono in smo knjige poslali na šole. Tako da mi smo se potrudili, da je čim bolj tole šlo v svet, da bo doseglo. Moram pa reči, da za določene priročnike že dobivamo povpraševanje in bomo morali razmisliti o ponatisu. Tako da še enkrat vsem hvala. Jaz bi na tem mestu s to mislijo, ki jo je dala Tjaša, zaključila in seveda vas povabim še na drug dogodek, ki pa ga bomo pričeli čez dobrih 10 minut. Tako da se ponovno srečamo na drugi povezavi, toplo vabljeni, do takrat pa nasvidenje. Adijo, hvala. Adijo. Dio, lepo bodite. Dio, hvala.
Dela normalno ljudi. Ja, ne vem, mogo bi videti. Ne, samo povem. Ja, prav, jaz da na vas 5 minut bila. Ja.